Pozdravljeni vrtičkarji, danes predstavljamo veliko ročno frezo, ki služi za okopavanje in rahljanje tal. Uporabili pa jo bomo v nasadu malin, jagodiča, zelenjavnem, sadnem vrtu, seveda pa je uporabna tudi na gredicah okrasnega vrta in pa tudi na njivah. No, pa gremo kar na delo. Nahajamo se na nasadu mladih malin. Ko hočemo vzdrževati nasad malin, je pomembno, da trava ne uhaja v območje nasada. Tudi na tem delu se maline pravzaprav potem, ko so starejše, razraščajo izven nasada. Podobno delamo na nasadu robid, aronije, sibirskih borovnic, se pravi, vzdržujemo nasad na ta način, da se plevel ne razrašča, hkrati pa preprečujemo vdor trave in tako rastline pravzaprav najlepše uspevajo. Nahajamo se na gredi, kjer želimo gojiti šparglje. V spomladanskem času oziroma zgodaj spomladi smo gredo že obdelali z ruskimi vilami, jih globoko rahljali. Zdaj pa bomo vse skupaj pognojili, kar z gnojilom v paletih. Lahko bi uporabili tudi organsko gnojilo, kakšno drugo, ali pa kompost, in pravzaprav potem to vdelamo vse skupaj v tla in pričnemo s sajenjem. Velika ročna freza je zelo primerna za pridelavo komposta in pa organskih gnojil v obliki paletov ali drugih v trdnem stanju. Z njo pa enostavno z lahkoto opravimo tudi slepo setev, se pravi 14 dni pred setvijo in sajenjem lahko spodrežemo plevel in potem začnemo s sajenjem. To pa lahko naredimo tudi neposredno pred sajenjem na vrtne gredice. Nahajamo se v nasadu krompirja. Krompir običajno prvič okopljemo, preden ga vsujemo, potem pa, dokler ne sklene vrste, je še čas, da ročno frezo kar enostavno vozimo po vrtu oziroma po njivi. Pri nas je to seveda velika ročna freza, njena delovna širina je 20 cm in to, kot vidimo, ravno ustreza grebenu in zadeva je zelo hitro okopana in plevel, ki se razrašča, tako nima časa, da bi konkuriral krompirju. Koruzo prvič okopljamo, ko ima razvite 3 do 4 liste, drugič nadaljujemo, ko je razvita približno 15 cm višino, potem pa nadaljujemo z okopavanjem oziroma rahljanjem vse do višine pol metra. Pri nas smo uporabili kar veliko ročno frezo, ki jo samo enostavno potiskamo naprej in zelo hitro obdelamo manjšo njivo, lahko tudi vrt. Tako da to orodje zelo priporočam za vse tiste, ki na vrtu oziroma manjši njivi ne želite uporabljati kemije. Veliko ročno frezo smo uporabili tudi v mladem vinogradu. Obdelali smo prostor v vrsti, najlažje pa smo delali tako, da smo se pomikali po vrsti navzgor. Na ta način smo obdelali vrsto z ene in pa z druge strani. Vsekakor pa priporočam tudi prečno obdelavo, se obrnemo samo takole in enostavno spodrežemo ves plevel, ki raste. To ponavljamo na vsakih 14 dni, na ta način plevel ne more kaliti. Izogibamo pa se delu takrat, ko je preveč pacasto po domače, ko se zemlja preveč oprijema orodja. Najlažje delamo po dežju, ko se zemlja primerno drobi in takrat enostavno vinograd in tudi ostale površine obdelamo v rekordno hitrem času.